Car spotanje oziroma opazovanje avtomobilov je v zadnjem cajtu ratalo ful popularno. Predstavljaj si mladino, ki se po mestih naokoli podi za Porsche 911 GT3 RS. Ampak, kaj če nisi z mesta? Ali pa še hujš, z Mokronoga. Ne zastup me napačno, Mokronog je zakon, ampak največja zadeva, ki se je tle zgodila v zadnjega pol leta, je to, da mularija uničuje električnega pasterja pred nekdanjem gradu. Meren kraj je. Šanse, da boš tle videl GT3 RS so kukar, da boš na Tinderju spoznal mentalno uravnoteženo osebo. Tako da so Car spotanja mogli lotiti malo drugače. Dal si jim 60 minut, da najdemo najredkejši avto, kar ga Mokronog premore. Res pa je, da nam hodil po tuji posesti, ker to je bilo pač čudno. Nič, gremo. Že takoj za začetek imamo enega izmed najbolj cool avtov v Mokronogu. Probi ignorirati, da je počas že del vegetacije. Tale Peugeot 304 tukaj počiva že kar nekaj cajta. Takih je v Sloveniji registriranih, meni se zdi, da sam še 6, ampak bližje ne bom hodil, ker vem, da so tukaj pasi dreki. Ne vpraš me, kako vem. Pejmo naprej. Pripeljali smo se v glavni center Mokronoga. Tukaj se dogaja vse in za vse mislim ne glih neki ful velik, ampak kva pa tu? Zastava 900 AK. O tej zadevi res ne znam veliko povedati, razen tega, da zgleda absolutno perfektno ohranjena. Že samo to, da je avto po vseh teh letih v takem stanju, ti pove, da ga ima nekdo res rad. A veš, da mi je tule zdajle nekako dalo upanje za ta video? Parkiral sem pa res ka debil. Zdajle gruntam, kam iti naprej. Statistično gledano imamo največ šans, če gremo na najbolj priljubljen parking v Mokronogu. Ker stavk, stari. Ja. Tudi če naši Car spot standardi niso ful visoki, noben v teh avtov glih ne opognal krvi po žilah. Ampak če ne drugega, si grem lahko pojem kofe. Ker sem prišel iz trgovine, sem pa le opazil tegale ful lepo zrihtenega 9.3 Saba, tako da sva z lastnikom malo poklepetala. Zdaj pa tole čudo, pol pa naprej. Tako sploh ne vem, kam ne gledam, kam telefon drugače obrjen. Shit, ti jaz kofe pijem, ura pa tik-taka. V bistvu imamo cajt samo še za eno lokacijo in točen vem, kam gremo. Evo, še ta zadnja lokacija in najbolj zanimivo je pa to, da je manj kot 100 metrov od moje bajte. Stara E-klasa, Alfa 147, ne vem, če je še kdo opazil, ampak v zadnjih parih letih so tile avti zelo zginili s cest. Meni se zdi, da je tale 1.9 dizel, tukaj je še Hyundai Tucson. Verjetno sem sam jaz, ampak teli starejši Hyundai so mi zmer bili ful simpatični. Opažam, da ima tako zelo zanimivo kljuko na prtlaženku. Ampak avto, ki me tukaj najbolj fascinira, je pa tale. C3 Pluriel. Vse ne vem, kako se prav izgovori. Kukor vidiš je kabriolet, ampak fora je, da so ti avti imeli ful zanimiv sistem strehe. Tale bo rabo še mičkan delo dal nazaj na cesti. In s tem je naš cajt potekel. Torej, kaj je sploh point tegale videa? Až meni se zdi, da nas je internet malo pokvaril. Vsakeč, ko odpreš TikTok ali pa Instagram, imaš Ferrarije, Lamborghinije, Porscheje. Ampak če malo pogledaš po svetu, lahko praktično na vsakem vogalu, vključno v fucking Mokronogu, najdeš eno kopico zanimivih avtov. Tako da hvala lepa, ker si pogledal do konca. Če hočeš več takih videov, pa stisni subscribe. V komentar pa zapiš, kateri je najbolj zanimiv avto iz tvojega kraja. Zdaj pa grem.